Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, čas je za oddajo Dogodki dneva. Mestna občina Celje je prejela listino Občina po meri invalidov. 50 let druge osnovne šole Celje. Glasbena šola Celje je odprla bogato celjsko praznično koncertno sezono. Košarkarice Cinkarne Celje so se zmago proti Trešnjevki vrnile v zmagovite tirnice. Mestna občina Celje je prejela listino Občina po meri invalidov. Listino podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije, letos pa so jo podelili dvema občinama. S tem je celjska občina zaključila večletni proces, v katerem so izvedli številne ukrepe za izboljšanje življenja invalidov in njihove enake možnosti v lokalni skupnosti. Zveza delovnih invalidov Slovenije listino Občina po meri invalidov podeljuje vsako leto ob dnevu invalidov 3. novembru. Leto že 21. zapored, v družbo občin, ki listino že imajo, pa sta bili tokrat sprejeti dve občini, Mestna občina Koper in Mestna občina Celje. Projekt je tako zasnovan, da resnično vsem krajanom, občanom omogoča kvalitetnejšo in boljše življenje. In seveda mi smo zelo veseli, da se danes nahajamo tukaj in da lahko štejemo že sedaj velike uspehe. Za nas pa pomeni, da smo pred 21 leti stopili na pravo pot programiranja in da zdaj moram reči, da skoraj že 2/3 občin po Sloveniji so sprejele in usvojile ta projekt in seveda izboljšujemo življenje vsem nam v tej naši družbi. Projekt Občina po meri invalidov je primer dobre prakse. Občine, ki si želijo pridobiti listino, pa morajo skozi precej dolgotrajen postopek zavedanja, da v njeni sredini živijo tudi invalidi. Za pridobitev listine Občina po meri invalidov je potrebno narediti predhodno zelo veliko. Se pravi, danes smo slišali, kaj je že vse narejeno v mestni občini Celje in sem prav vesel in ponosen, da je občinska uprava in seveda z županom prejšnjim in sedanjim na čelu sprejela to kot za svojo pomembno aktivnost, da je to vključila v občinski proračun, da bo peljala del naprej skozi druge razpise in mogoče pridobila tudi poleg občinskih proračunskih sredstev tudi kakšna druga sredstva. Vsekakor je to prava pot za vse nas, kateri se ubadamo z ovirami v življenju. Mestno občino Celje je na razpis prijavilo Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje, ki je sodelovalo tudi v procesu pridobivanja listine. Občina je v zadnjih letih prav za boljšo vključenost invalidov in zagotavljanje univerzalne dostopnosti, ki ne koristi le invalidom, ampak tudi starejšim, mamicam z vozički in drugim, izvedla precej projektov. Nabor teh projektov je v resnici za zadnja leta izjemno velik, ker nekaj njih se v teh mesecih tudi zaključuje. Zaključujemo cikel ureditve univerzalne dostopnosti v javne stavbe, ki so praktično vse že dostopne. Večino kljukic tu je bilo opravljenih, tudi na javnih površinah. Nove projekte snujemo v skladu s temi načeli. Trenutno potekajo dela na Razlagovi ulici, ki bo urejena na način dostopnosti za več oblik invalidnosti, tako s taktilnimi oznakami kot invalidskimi vozički z nizkimi pragovi. Se je uredilo dvigalo k stari grafiji, fotohiša Pelikan, ki je tudi z notranjim dvigalom dostopna. Kar nekaj projektov pa nas čaka še za prihodnost in ravno temu je namenjena listina, ki nas bo tudi spremljala pri uresničevanju zavez, ki si jih tukaj postavljamo. O podelitvi listine pa je župan Matija Kovač izpostavil še eno novost, razpis za spodbujanje univerzalne dostopnosti oziroma premagovanja arhitektonskih ovir v stavbah. Razpis je predlagan kot del proračuna za leto 2025, ki ga bodo svetniki potrjevali na decembrski seji. Ukolikor bo proračun v taki obliki potrjen, bomo v prihodnjem letu pripravili razpis v vrednosti 50.000 evrov sredstev za sofinanciranje. Verjamem, da bomo s tem spodbudili lastnike tako več stanovanjskih objektov, kot tudi včasih kakih individualnih, da bodo hitreje in odločneje posegali po investicijah v vgradnjo klančin, dvigal, lajšanja dostopnosti za vse ljudi, ki imajo omejitve v gibanju.
Med javnimi ustanovami, ki so svoje dostope prilagodile invalidom, je tudi Zdravstveni dom Celje. Smo letos obnovili prostore na Gregorčičevi 5, kjer smo pridobili predvsem lažjo dostopnost tako starejšim kot tudi invalidom. Naredili smo zunanje dvigalo, ki omogoča dostop do medetaž in do vseh ambulant, ki prej niso bile dostopne. Sedaj v letu 2025 pa že prenavljamo Vilo Sonjo, ki bo namenjena Centru za duševno zdravje odraslih in tudi lažji dostop vsem našim občanom. Mestna občina Celje ima sprejet akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov za obdobje do leta 2028, zato s projekti na tem področju še zdaleč niso zaključili. Druga osnovna šola Celje letos praznuje 50 let delovanja. Osrednjo slovesnost ob polstoletnem jubileju so pripravili kar v prostorih šole, kjer so se ob učenkah in učencih, ki šolo obiskujejo danes, zbralo lepo število nekdanjih učencev. Prireditev o praznovanju 50. obletnice druge osnovne šole se je začela v osrednjem prostoru šole, kjer so se tudi sicer v zadnjih 5 desetletjih zvrstile številne prireditve. V programu je nastopilo kar 181 nastopajočih. 50 let je dolga doba, ne samo za človeka, tudi za zgradbo, ki je tukaj za nami. Zgradba je bila sicer na začetku malce drugačna, kot je sedaj arhitektonsko gledano. Imela je drugačno to pročelje, ampak po energetski prenovi se je stvar malce spremenila. Sedaj je šola malo bolj topla, je pa drugačna, kot je bila na začetku. Samo življenje v zgradbi pa ostaja enako, kot lahko čutite v ozadju, je živahno in želimo tudi, da takšno ostane. Seveda pa še naprej sledimo tistemu, kar je najpomembnejše, to je naš vsakdanji pouk, ki ga moramo izvajati z vso resnostjo. Ob tem se pa seveda priključujejo drugi projekti, ki pa jih tudi zagrabimo z obema rokama. Dogajanje se je nato preselilo v učilnice in hodnike, kjer smo si lahko ogledali bogato ustvarjanje učencev, ki so se na dogodek skupaj z učitelji in zunanjimi sodelavci pripravljali že od začetka šolskega leta. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo, to so izvajali nekdanji učenci, trenutne generacije pa so poskrbele za kulinarične dobrote. Smo pričakovali veliko ljudi, ki se bo dogodka udeležilo, in na koncu je tako tudi spadlo. Pri tem pa so se naši učenci, tako sedanji kot bivši, pa resnično lepo izkazali in s prireditvijo, ki je navdušila vse obiskovalce, res naredili en tak pečat oziroma en tak res lep spomin vsem, ki so to šolo že kdaj prej obiskovali. Šola, ki jo letos obiskuje 440 učencev, se sicer že nekaj let srečuje z izzivi prostorske stiske. Zato so se še kako razveselili, ko so izvedeli, da je v proračunu ustanoviteljice Mestne občine Celje za prihodnje leto zagotovljen tudi denar za izgradnjo prizidka. Smo nekaj let nazaj bili pravzaprav šola, ki je imela največje povprečje učencev na oddelek, 25,9, kar je ogromno, in takrat smo velikokrat morali se odreči 3 oddelkom. Sedaj pa je stvar taka, da zaradi že prej omenjenih učencev z posebnimi potrebami imamo ogromno ur, ki jih ne moremo izvajati v samih učilnicah in jih velikokrat izvajamo kar v jedilnici in na hodnikih. Tu je pa še posebej problem izvajanje pouka športa, ko v bistvu ne moremo vseh ur izvesti v samo eni telovadnici, ki jo imamo na voljo. Razumem seveda tudi druge potrebe, ampak ta prizidek je že zelo stara zgodba in srčno upam, da se nam in predvsem pa učencem te želje enkrat res uresničijo. Šola sicer izjemno dobro sodeluje z lokalno skupnostjo, tako z občino kot z njenim ožjim delom, mestno četrtjo Slavko Šlander. Predsednik slednje, Mihael Zver, je šoli ob 50-letnici predal tudi posebno priznanje. Rad bi poudaril naše izjemno sodelovanje z mestno četrtjo Slavko Šlander, ki si gremo nasproti na mnogih aktivnostih, predvsem pa na kulturnem področju. Prav tako pa tudi sodelovanje z našo ustanoviteljico Mestno občino Celje, ki nam, moram reči, stoji ob strani pri stvareh, ko sama sredstva šole niso dovolj in nam tudi na drug način
pomaga premostiti marsikatero zadevo. Tako da se veselim z obema akterjema tudi sodelovanja v prihodnje. Šola vseskozi krepi mednarodno sodelovanje. Pred nekaj leti so se med drugim povezali z dvema šolama, deško in dekliško iz Južne Koreje. V tem šolskem letu bo vrstnike v Južni Koreji obiskalo predvidoma 20 učencev iz 8. in 9. razreda. Občanke in občani ter podjetja in organizacije so letos jeseni Celju podarili 92 dreves, ki jih delavci celjskega javnega podjetja Zelenice v teh dneh sadijo na Bežigrajski cesti pri šolskem centru Celje in v bližini mestnega pokopališča. Poleg lokacij, kjer bodo zasajena drevesa Celjank in Celjanov, nova drevesa zasajajo še na igrišču na Ostrožnem, v ekonomski coni Trnovlje-Jug ter ob cesti Ložnica pri Celju. Skupno bodo v letošnji jeseni v mestni občini Celje zasadili kar 240 novih dreves. Večina izmed njih je črnih gabrov. Vsa drevesa so medovita, zato bodo z zasaditvijo poskrbeli tudi za čebele. Celje se lahko pohvali zelo bogato praznično koncertno ponudbo. Že po tradicijo je začela glasbena šola Celje, ki je v tem tednu pripravila 2 koncerta v Celjskem narodnem domu. Na prvem sta koncertirala njihova kitarski in harmonikarski orkester, na drugem pa so se občinstvu predstavili še pedagogi glasbene šole Celje. Že tradicionalno je koncertna ponudba v prazničnem decembru v Celju resnično bogata in pestra. Glasbena šola Celje je že kar na začetku decembra pripravila 2 koncerta v Narodnem domu, ki sta kar stalnica že vrsto let. Na prvem v ponedeljek 2. decembra sta koncertirala kitarski orkester pod vodstvom Suzane Heber-Čamer ter harmonikarski orkester glasbene šole Celje pod vodstvom Tomaža Marčiča. Naslednji dan, v torek 3. decembra, pa so, prav tako v Narodnem domu, koncertirali pedagogi glasbene šole Celje, kar je bilo še svojevrstno doživetje in glasbena poslastica. Seveda ni potrebno posebej poudariti, da sta oba koncerta napolnila veliko dvorano Celjskega narodnega doma in požela navdušenje in aplavz občinstva. Oba koncerta ravnatelj glasbene šole ocenjuje kot zelo uspešna. Tako december je spet pri nas, tako vidimo, kako čas hitro beži. Torej, naši decembrske koncerte je začel naš kitarski orkester in pa harmonikarski orkester, kjer so seveda naši otroci, naši učenci, dijaki že pripravili v takem hitrem času že lep koncert, ki jih bo tudi naslednji teden ponovili pri nam v glasbeni šoli za otroke iz naših osnovnih šol, tako da se tega zelo veselimo. Danes, ko smo pa slišali vsakoletni koncert pedagogov, kjer naši učitelji postrežejo res z pravim programom na visokem nivoju, tako da moram reči, da me je cel koncert pa že imala ponos na moje kolege. Tako da včasih pravijo, da je naš koncert malce daljši, ampak bom rekel, še prekratek je, ko vem, koliko še imamo potencijala na šoli in da radi bi se ljudje pokazali, zaigrali, ampak nekako treba potem seveda nekje narediti mejo in res iskrene čestitke jim vsem. V prvem koncertu sta tako kitarski kot tudi harmonikarski orkester posegla v svetovno zakladnico glasbene literature, klasičnih in sodobnih mojstrov, seveda pri marsikateri skladbi v priredbah obeh dirigentov, tako Suzane Heber-Čamer pri kitarskem orkestru kot tudi Tomaža Marčiča pri harmonikarskem orkestru. In kako so se odrezali mladi koncertanti na tem koncertu? Najbolj pomembno je, da so se prav od prvega do zadnjega so se vsi zelo potrudili, pa mislim, da lahko govorim tudi v imenu članov kitarskega orkestra, definitivno glede na slišano to drži. Bilo nam je pa zelo veliko veselje, da je bila dvorana napolnjena do zadnjega kotička in tudi odziv strani publike je bil prekrasen. V torkovem tradicionalnem koncertu pedagogov Celjske glasbene šole pa smo uživali v vsej pisani paleti vrhunsko izvedenih skladb, tako mojstrov klasične glasbe kot tudi sodobnih skladateljev v duetih in skupinskih izvedbah, najrazličnejših zasedb in instrumentalnih kombinacijah, ker so bili zastopani praktično vsi instrumenti. Na zaključku pa je občinstvo še posebej ogrel skupen nastop pedagogov v pihalnem orkestru z ravnateljem Simonom Mlakarjem na čelu. Kako pomembno je koncertiranje pedagogov, pa je takole komentiral eden od njih,
Slavko Kovačič. Zelo pomembno se nam zdi, da zraven pedagoškega dela seveda se tudi umetniško udejstvujemo in na takšnih koncertih, kot je bil današnji, seveda pokažemo tudi skupno igro, različne komorne zasedbe, tudi veliko zanimivega programa smo danes odigrali, tako da je to pomembno tudi iz vidika literature, tako da lahko naši dijaki in pa seveda starši in ostalo občinstvo seveda uživajo tudi v teh naših izvedbah. Kaj pa ima celjska glasbena šola še v planu v bližnji prihodnosti? Seveda do konca decembra imamo še seveda koncerte od naših orkestrov, vseh ostalih, ki še ni bilo, tako da lepo vabljeni. Potem pa prihaja državno tekmovanje kmalu v mesecu marcu, v mesecu aprilu pa spet naše mednarodno tekmovanje Celeja, ki je letos že 6. po vrsti, letos v disciplini klavir. Več o obeh koncertih glasbene šole Celje ter odmevih nekaterih pedagogov nanj pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Košarkarice Cinkarne Celje so v 8. krogu lige Vaba gostile hrvaške podprvakinje košarkarice Zagrebške Trešnjevke in jih premagale z izidom 79-63. Celjanke bodo v soboto v državnem prvenstvu gostovale v Mariboru. Celjanke so proti trenutno vodilni ekipi hrvaškega državnega prvenstva vodile od prve do zadnje minute, a so gostje slovenskim in regionalnim prvakinjam vztrajno dihale za ovratnik. V zadnji kvartal je Cinkarna vstopila s 5 točkami prednosti, nato pa v zadnji četrtini prišla do dvomestne razlike in na koncu zanesljive zmage. Čestitev bi rad igralko za zmago. Sam moram povedati, da smo pričakovali težko tekmo. Igrali smo proti dobri ekipi, proti dobro vodeni ekipi. V prvem polčasu se nekako nismo najbolj znašli. Mogoče je razlog tudi dolga pot iz Podgorice, težka tekma v Podgorici, vendar v prvem polčasu preveliko število izgubljenih žog, tudi malo nedisciplinirani na trenutke, vendar v drugem polčasu smo, mislim, da našli svoj pravi ritem, saj v napadu, zadeli nekaj prepotrebnih košov in na koncu mislim, da prišli tudi do zaslužene zmage. Pri Celjankah se je poznala odsotnost poškodovane reprezentantke Leje Bartelme. Je tudi to po porazu v Podgorici in zahtevni poti domov vplivalo na tokratno izvedbo proti Zagrebčankam? Pa mogoče tudi je vse to vplivalo, vendar ne smemo si dovoliti. Mislim, da imamo veliko število igralk, da se igralke ne smejo dovoliti tega padca v sami koncentraciji. Seveda imajo pravico igrati slabo, tekmo ne zadeti, vendar v sami koncentraciji to enostavno ne dopuščam. To ni dovoljeno, to je naša dvorana, moramo biti agresivni, moramo skakati, moramo se boriti, kot da nam je zadnja tekma in samo s takim pristopom bomo napredovali in ne samo individualno, temveč tudi kot tim. V tem trenutku nismo na takšnem nivoju, kot bi se jaz želel, ampak upam, da do konca sezone le najdemo, mislim, siguren sem, da imamo veliko časa in da bomo našli ta pravi recept, da pridemo v pravo formo. Trešnjevka v ligi Vaba igra svojo 6. sezono. Vse dosedanje medsebojne dvoboje je dobila celjska ekipa, v prejšnjih letih še s precej višjo razliko kot tokrat. V prvem delu letošnje sezone mlada zagrebška zasedba z eno najboljših košarkaric letnika 2007 na svetu, Leno Bilić, hčero legendarne Danijele Nakić, kaže zelo dopadljive predstave. Pa sam mislim, da Dejan Nemec dela odličen posel v Zagrebu z ekipo Trešnjevke, to je kopica mladih reprezentantk hrvaških, tudi bodočih članskih reprezentantk in mislim, da so že danes pokazali, da igrajo v letošnjem sezoni zelo dobro košarko, tako da mi jih zelo respektiramo tu v Celju in jim želim vse dobro v nadaljevanju. Celjanke bodo v soboto v državnem prvenstvu gostovale v Mariboru. V tem koledarskem letu pa jih v ligi Vaba čakata še gostovanji pri Zagrebu in bolgarski Montani. Dve sigurno zelo težke tekme, to nima nobene poveze, da Zagreb v tem trenutku nima še nobene zmage, gre pravzaprav tudi za zelo dobro
zelo dobro ekipo, upam, da bomo dobro pripravljeni, upam na dobro igro, da se počasi vrnemo nazaj v ritem in pa seveda tradicionalno neugoden nasprotnik na gostovanju Montana. Imamo veliko izkušenj s temi gostovanji, upam, da se ne bomo 12 ur vozili v Bolgarijo za manj. Danes so Celjanke izvedele tudi za ime tekmeca v polfinalu pokalnega tekmovanja. Žreb na sedežu Košarkarske zveze Slovenije jim je za nasprotnika namenil Domeli Škofje Loke. V drugem polfinalnem paru se bosta pomerili ekipi Ilirije in Triglava. Jutri bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo popoldne prehodno možne kratkotrajne rahle padavine. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 2 do 8 stopinj. V soboto bo dopoldne in sredi dneva še delno jasno, z meglo po kotlinah, nato se bo postopno pooblačilo. Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo postopno krepile in širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo noči na nedeljo spuščala in se proti jutru večinoma spustila do nižin. Nedeljo dopoldne bo še občasno snežilo, nato pa bodo padavine postopno ponehale. Prehodno bo zapihala burja. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.